Skoraj vedno, ko grem loviti podatke o določeni znamki, za katero marsikdo med vami najverjetneje niti slišal še ni in je zares dobro ne poznam niti sam, potem ugotovim, da je precej huda in s precej bogato zgodovino. BAIC oziroma Beijing Automotive Industry Corporation obstaja že od leta 1958, običajno so 6. največji kitajski proizvajalec, no ta številka se letno malo spreminja glede na prodajo, in lansko leto so prodali 1 750 000 vozil. Da niso kar tako, pove tudi dejstvo, da so eden največjih delničarjev Mercedes-Benza in da v Pekingu proizvajajo Mercedese za kitajski trg. Torej, nekaj že znajo, ne? In to je njihov model X55, tretji avtomobil te znamke v naših oddajah. Lansko leto smo imeli že večji X7, nedolgo nazaj pa terenski BJ30, ampak se mi zdi, da bo ravno takšen X55 najboljši prodajni adut. Ker ni preveč terenski, da bi koga prestrašil, ni preveč velik, da ne bi šel komu v garažo, pa v bistvu, ker ni predrag. Ok, tole z garažo malo pretiravam, ker je avto vsem dolg 4,6 metra, tako da ravno majčken ni. Sicer je pa s svojimi dimenzijami ravno na zgornjem robu segmenta C-SUV, da si boste lažje predstavljali, tam so tudi Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5 in tako naprej. Vsaj eno prednost najdem pred naštetimi, mogoče celo dve, no za začetek se mi zdi pa oblikovno bolj simpatičen od marsikaterega drugega predstavnika. V tej beli barvi je sicer spet malo dolgočasen in si predstavljam, da bi v rdeči na vaši televiziji izgledal pa res na stopaško. Mi je pa vseeno všeč ta precej dinamično zašiljen gobac, pa tudi grafika zadnjih luči. Prtljažnik je povprečno velik, ko ga gledam takole, ima pa v bistvu spodaj kar en zajeten predalnik za vse mogoče drobnarije. Tega lahko vzamete ven, če boste šli na daljšo pot, pa je potem več kot dovolj prostora za tudi te velike kovčke. Sicer je pa dovolj uporaben, ker je lepo glad, smo pa pri kitajskih avtih itak navajeni, da več udobje in prostora rajš namenjajo potnikom, pa malo manj prtljagi. Očitno oni bolj težijo kot pa kovčki. Zato je že tukaj zadaj veliko prostora. Evo, pred mano bi lahko sedel nekdo z 2 metroma višine, pa bi bilo še vedno čisto ok. Predvsem je pa tudi udobno tukaj zadaj, ne samo prostorno. Dno na sredini je ravno, sedež je precej mehak, ob meni so velika stekla in vse skupaj deluje zračno, no nad mano je pa velika panoramska streha z 0,8 kvadratnega metra stekla. Čeprav bi rekel, da je še več tole. Spredaj sta sedeža kot iz kakšnega športnega avtomobila, ne pa križanca in precej dobro objamete hrbet, nista pa neudobna, če je koga to skrbelo. Te škripanja, evo, brez težav. Pri armaturki bi pa lahko rekel, da je klasična za te čase in z velikim zaslonom na sredini. Mi je pa všeč, da vseeno ni prevelik ta zaslon, pa je kljub temu lepo pregledan. Materiali so dobri, sploh pa vsa ta oprema, ko upoštevam še ceno, no to pa povemo v oglasnem bloku. Meni dejansko najbolj všeč je, da imam res ogromno odlagalnih mest. Čeprav potem ne vem, ali imam telefon tukaj ali tukaj. A tukaj. Tukaj. 1,5 litrski turbobencinski motor je skoraj klasika, ampak ti motori med znamkami niso identični, no za tega sem nekje ujel podatek, da je bil na Kitajskem razglašen za enega od 10 najboljših motorjev. 130 kW moči ima, to je 177 konjičkov, pogon je spredaj in 270 Nm navora je vozniku na voljo precej zgodaj, zato se z mesta do stotice izstreli v precej spodobnih 7,8 sekunde. Vse skupaj je skratka precej dinamično, no lahko pa tudi ne. Niti predstavljati vam ne bo treba, ker je 7-stopenjski robotiziran menjalnik serijski in se voznik pač lahko prepusti samodejnemu prestavljanju. Tukaj vidim dejansko največ možnosti za izboljšave, ker bi lahko bolj nežno prestavljal, sicer je pa v redu. Moram takoj dodati, da je krmiljenje precej dobro nastavljeno in podvozje zadaj neodvisno več točkovno, zato se lahko tudi bolj dinamično požene v zavoj. Vseeno ni pretrd, je pa občutno bolj vozniško lahkoten od marsikaterega tekmeca. Tudi če vam ni do posebne dinamike, vam bo ta lahkotnost všeč, ker na cesti X55 potem deluje manjše. Tehta okrog 1600 kg, kar je precej dobro za ta segment, ampak mi je všeč, da deluje še vsaj 200 kg lažje. Vem, da ga ne boste kupili za divjanje, povem pa vseeno, da bo všeč tudi tistim, ki bi občasno kakšen zavoj vseeno odpeljali malo bolj dinamično.